Startup Studio. Prav lepo pozdravljeni in dobrodošli, spoštovani poslušalci in poslušalke. Torek je in seveda čas rezerviran za Startup Studio. Izjemno zanimivega sogovornika imamo danes, to je strokovnjak za zagonska podjetja in tvegan kapital, principal oziroma vodja naložb pri Silicon Gardens, skratka mlad strokovnjak, ki nam bo razkril prenekatere, bomo rekli, zagonetke ali pa zanimivosti z tega področja. To je dr. Tom Vodopivec. Dobrodošel. Lep pozdrav, hvala lepa. Ja. Tom, iz Ljubljane si se pripeljal? Tako je. Kakšna je bila pot? Nobenega problema. Tako malo kamionov, ampak v eni urci Nobenih si resnih zastojev? Nobenih resnih zastojev. Ljubljana je toliko blizu Slovenije, toliko majhna, v eni urci si povsod. Že, če ni zastojev. Tako. No, in teh zastojev upam, da nam bomo imeli tudi v današnji oddaji, ko bomo razkrivali tvoje početje in vse, kar počneš skupaj seveda z ostalimi startup podjetji. Si domačin, rojen v Šempetru, sicer pa tvoja družina iz Črnič, ne? Iz Črnič, tako, odraščal v Črničah, srednja šola v Novi Gorici, tehnički šolski center, pol pa smo šli v Ljubljano. Potem pa v Ljubljano in fakulteta za računalništvo, diplomiral in doktoriral iz umetne inteligence. Ne, o tem bova rekla kasneje še kaj več. Ja. Ampak vendarle, kaj te je vleklo? Seveda tvoja generacija je narojena v računalništvu, ampak vendarle. Res je, no, mislim, da največji vpliv se moram zahvaliti doma, staršem. Računalnike smo imeli po hiši že odkar se jaz spomnim. Tako da tako no, to ni tako zelo dolgo. Ja, no, 36 let. Res je, 80. Ja. Dobra muzika, tudi by the way. Ja. In tako da že takrat tehnična srednja šola, tehnična gimnazija, računalništva in pol naprej tehnične stroke, sem pa koleval med fiziko pa računalništvom. No. In, kaj je prevesil, kaj je prevagalo? To, da sem ful rad igral igrce. Aha, to pa nisi prvi, veš, od mojih gostov, ki se pravzaprav z igricami upeljal v računalništvo. Ja. Tvoj oče poučuje, še profesor, še ne? Vedno, na tej tehnični? Ja, na tehnično-šolskem centru, elektrotehniko pa računalništvo. Ja. In kako je gledal na to tvoje zanimanje za igrice? Ne, kar dobro, z mano je igral, pa sva skupaj. Ja, kot rečeno, diplomiral in doktoriral iz umetne inteligence na fakulteti za računalništvo Univerze v Ljubljani. Je to računalništvo težek študij? Ja, pa ne. Jaz bi rekel tako, če te stvar veseli, če imaš zagon, nobene študij, nobeno delo ni težko. Tako da je zahteven, terja svojo podlago, ne, ampak meni se mi zdi, tista 4 leta do diplomskega so šla tako čist, kot da bi trenil z očkom. No, že med študijem pa si se podal v tujino in bil raziskovalec. Pomeni, da si bil dober študent. Pa recimo, smo bili dobri študenti. Ja. Smo bili med dobrimi. Še malo to nam pove, bil si v Združenem kraljestvu in na Nizozemskem, kaj si počel? Tako, ja, jaz v času doktorata sem bil vabljen gor kot raziskovalec, tako da sem bil na doktorski raziskovalni izmenjavi nekaj časa v Angliji, na vzhodu Anglije, pri uveljavljenih svetovnih inštitucijah, raziskoval sem umetno inteligenco na videoigrah, tako da tale strast me je še vedno spremljala. In na Nizozemskem potem zelo podobno. V Maastrichtu sem preživel kar nekaj časa, pa se potem tudi vrnil nazaj. No? Torej, doktorat iz umetne inteligence, imel si verjetno še kakšne druge možnosti, priložnosti, ampak prav za umetno inteligenco si se odločil. Tako je. Že odkar se spomnim, sem rad kodiral, programiral, kako bi bili računalniki ali pa spet v igrah liki bolj pametni. Tako da jaz sem se tudi naučil programirati računalnike, tako da sem neke vrste enostavno umetno inteligenco pisal že v srednji šoli. In to me je vleklo cel čas naprej, pa tudi trendi so zelo močni v to smer, tako da je tudi zelo perspektivna znanstvena in strokovna veda. In potem sem se za to tako odločil. O umetni inteligenciji, njeni vlogi, njenem razvoju in sploh česa vsega se dotika, bova govorila v naslednjem sklopu, ampak po doktoratu pa si se nekako vrnil domov in v gospodarstvo. Tako,
Vrnil sem se v Slovenijo, se pravi, a ne, in v Ljubljani sem sicer zdaj, ampak sem se pol odločil, da akademska kariera sicer mi je bila zelo všeč, predvsem poučevanje študentov, to je nekaj, kar tako z velikim srcem še zdaj z veseljem delam. Sem pa hotel iti v bolj hiter tempo, zato sem se odločil iti delati v industrijo, gospodarstvo. Umetna inteligenca, to so možgani v strojih. Po domače, po kmečko povedano. Ti pa povej tako, kot se spodobi. Boste vprašali 100 ljudi, kaj je umetna inteligenca, in boste 100 različnih odgovorov dobili. Yeah. Dejstvo je, da tako ko si rekla, so naš življenjski sopotnik vedno bolj, pa niti zavedamo se ne. In v telefonih, v avtih, v televizijah, internet, tako umetna inteligenca postaja, hočemo nočemo, del našega vsakdana. Dajmo se pa zavedati, da je to v končni fazi orodje, ki ga razvijamo, da si na koncu dneva izboljšamo naše življenje. No? Tako da v resnici smo, saj jaz, ko poznam umetno inteligenco od znotraj, smo zelo z velikimi očmi pa z navdušenjem gledamo razvoj v zadnjih letih. Ta razvoj je neizmerno hiter v zadnjih letih. Če pogledamo, ne vem, 20, 30, morda 40 let nazaj, so bili to prvi koraki. Ne? In ta razvoj je pa zdaj dobesedno, ne vem, ponorel, bi lahko rekli. Ne? Če primerjaš tisti čas, pa ta čas. Vedno hitreje se premika. Ves razvoj, pa se če pogledamo človeštvo v zadnjih 100-200 letih, ne samo na področju umetne inteligence, tako ves razvoj, gospodarstvo, vsa tehnologija gre vedno hitreje naprej. In tako pri umetni inteligenci, če bi 30 let nazaj pa 20 rekli, to, da nam je urejevalnik besedil sam popravil kakšno besedo, bi lahko temu že rekli umetna inteligenca. Danes pa vemo, da v Google tipkamo eno iskalno besedo, pa nam najde na celem svetu vse mogoče informacije. To je umetna inteligenca, to je moč današnje umetne inteligence. Moč ima na obe strani, o tem bova potem še morda kaj rekla, ampak vendarle, umetne inteligence brez človekove inteligence ni, ne? Ne more je biti. Yeah. Ne more je biti. Umetno inteligenco mora nekdo ustvariti, kar je vendarle umetna, ne? In obnašala se bo po pravilih, ki jo je določil tisti, ki jo je napisal. Tako da brez človeka od zadaj ne more obstajati. Skratka, umetna inteligenca ne more biti pametnejša od tvoje inteligence, če rečem tako. Odvisno. Lahko je. Recimo, če gremo meriti, kako hitro uspem jaz računati, v splošnem računati, sigurno je računalnik dosti bolj inteligenten z tega vidika. Lahko računalnik rešuje zelo abstraktne probleme, pa umetnost dela. No, smo tudi že na tej meji, kdo bi že rekel lahko, da ja, kdo da ne. Ampak se premikamo v to smer, da bi lahko bila umetna inteligenca bolj inteligentna kot človek. Lahko potem v prihodnosti pričakujemo, da bojo, zdaj bom rekla tako po moje, da roboti nadomestijo človeka, ampak v drugačnem smislu, ne to, da posesajo, pa počistijo. Roboti nadomeščajo človeka že od industrijske revolucije, in če gremo še prej nazaj, že prvo kladivo je nadomestilo kamen, pa kamen je nadomestil človeško roko. Tako da to so vse orodja, ki... Stalno govorimo o orodjih. Tako, je še vedno rdeča nit, to je orodje, ki postaja vedno bolj dovršeno, ki ga vedno bolj z daljave upravljamo, tako da ja, bo nadomeščalo ljudi, ampak ljudje pa bojo še zmeraj na nekih drugih funkcijah nenadomestljivi. Vedno bolj visoko se bojo pomikali. Tom, kje so pa pasti umetne inteligence? Pasti umetne inteligence so lahko pri zlorabah. Tako, in jaz mislim, da je to edina, tako, tudi je v svetu neka velika bojazen, sentiment, da se umetno inteligenco zlorabi, in je upravičeno, te varovalke je treba imeti na mestu, kot pri vsaki tehnologiji, kot pri vsakem orodju, kot pri vsaki zadevi, ki človeštvu pomaga, je lahko uporabljeno za slabe pa dobre namene. In pri umetni inteligenci, ker se tako hitro razvija, mogoče moramo biti malo pazljivi, ker sigurno prehiteva zakonodajo, prehiteva kulturne norme, družbene norme. Mladi bojo to hitro pograbili, pa se zelo hitro prilagodili. Mogoče kakšne starejše generacije malo počasneje. Sigurno nekaj pazljivosti je treba, strah pa je odveč. Tom, po akademski sferi si šel v službo, v eno tehnološko podjetje, potem pa si odločil za samostojno pot in zdaj imaš svoje podjetje. Zakaj ta odločitev najprej? Ta odločitev je želja po
biti v čim tesnejšem stiku z novimi podjetniki. Čim tesnejšem stiku z novimi izdelki, novimi produkti, strankami, tako bi rekel, utrip je tam najboljši. Ja, in zdaj čisto konkretno, s čim se ukvarja tvoje podjetje, povej ti, da ne bom jaz pametovala. V enem stavku lahko rečem, mi razvijamo startupe. Ja? Mi razvijamo startupe oziroma pomagamo podjetnikom razvijati startupe. Jim svetujemo na strategiji, jim svetujemo, kako oblikovati poslovne načrte, kako pridobivati stranke, kako finance razporejati, celostno v teh najbolj začetnih fazah, ko podjetniki še nimajo izkušenj ponavadi, in pomagamo voditi podjetje in rast do prvih nekaj mejnikov na trgu. Kako veliko je tvoje podjetje, koliko vas je? To sva 2 za poln čas, pa 8 nas je za Sodelavcev? 8 sodelavcev nas je projektno zraven. Aha. Po potrebi. In kakšni profili so to? To smo v glavnem iz IT ozadja, računalničarji, v glavnem, ne vsi, ampak to je naš fokus. Pa eni smo bolj strategi, eni so finančniki, eni so prodajniki, tako da se dopolnjujemo na vseh veščinah, ki jih eno podjetje potrebuje. Če nekdo rabi specialista za tehnološki razvoj, imamo enega dobrega programerja, recimo, ki jim svetuje, kako to postaviti. Če rabijo prodajati velikim strankam, imamo enega, ki gre se malo pogajati za njih. Aha. Koliko vam pa pri tem pomaga umetna inteligenca? Umetna inteligenca mi pomaga, da s tehnološkimi podjetniki se zelo lahko pogovarjam. In umetna inteligenca je vedno več tudi pri novih podjetnikih in novih podjetjih. Tako da to znanje, ki sem ga prinesel iz študija, pa iz mojega preteklega življenja, bi se pohecal, mi zelo prav pride, zdaj, ko se s tehnološkimi ustanovitelji podjetij pogovarjam. Govoriš o svetovanju, o tem, da pomagate start-up podjetjem. Ne pomagate zgolj z nasveti in znanjem, ampak pomagate tudi z iskanjem kapitala, ne? Pomagamo z iskanjem kapitala, pa tudi investiramo. Ne direktno kot moje podjetje, ampak jaz sem tudi pri skladu Silicon Gardens, sem vodja naložb tam. Ja. No, to morava povedati, kaj je ta sklad? Ta sklad je, to je sklad tveganja kapitala, ki zasebnega tveganja kapitala, ki išče nova podjetja, mlada podjetja, zagonska, se pravi startupe, iz lokalnega ekosistema, se pravi v Sloveniji in v bližini Slovenije, in išče take priložnosti, da ti fantje in punce lahko naredijo svetovno, globalno uspešna podjetja in jih finančno podpre. Za kakšne finančne podpore pravzaprav gre, če govoriva o gabaritih tega, ne? Ja, zneski 100.000 evrov in navzgor. Za eno podjetje? Za eno podjetje, tako ja. Ja. Kaj to pomeni? Investirajo in potem kako naprej ta medsebojni odnos med tem startupom in investitorjem? Tako kot jaz v mojem svetovalnem podjetju delujem kot svetovalec za plačilo, ne, v okviru Silicon Gardens pa mi investiramo in potem svetujemo in podpiramo brez plačila. Se pravi, ko je enkrat podjetje z nami v našem portfelju, mi z njimi sedimo lahko na tedenski, lahko na mesečni ravni in jim pomagamo razvijati svoje podjetje. Lahko tudi, če je potrebno, jim pomagamo intervjuvati nove kadre, kar potrebujejo. Tle pri Silicon Gardens nas je pa 6 v vodstveni ekipi, plus še v bližnji mreži 30. Tako da je že kar en velik tim, ne? Tim, tako močan tim. Tako. Ja. No in zdaj smo seveda tam. Več 100 podjetniških ekip si srečal, praviš? Tako je. Delal s 30 plus start-upi. To je kar veliko za to razmeroma kratko obdobje, ne? Ja, jaz se s tem ukvarjam tako intenzivno zdaj dobri 2 leti, ampak ko greš na polno v to, približno z eno ekipo novo na dan se srečam v povprečju in verjetno kakšnih 10 na dan jih vidim, preberemo njih, pa potem eno od teh gremo naprej se pogovarjati z njimi. Ne? Na kakšen način pa pravzaprav se odločate, kakšna je ta pot? Vi poiščete te startupe, ki se vam zdijo zanimivi, ali startupi poiščejo vas? Ali je kar ta pot obojestranska? Je obojestransko, ampak bolj pogosto startupi poiščejo nas. Ampak delamo aktivno na temo, da si gradimo ime, da si gradimo prisotnost na trgu in doma in v tujini. Tako da ko nekdo se spomni, da potrebuje financiranje pa podporo, da se spomni pa pride do nas. Tako da večina je
njih, ki pride do nas, ampak tudi mi smo aktivni na kakšnih konferencah, dogodkih, srečanjih in tam spremljamo, kaj se na trgu dogaja. Kakšenkrat spremljamo kakšnega dobrega zaposlenega v kakšnem podjetju, tako da ko se pol odloči, kakšno podjetje narediti, smo te prvi, ki priskočimo zraven. Ja, kaj so pa pogoji ali pa kriteriji, da se začnete ukvarjati z enim startupom? Dajmo reči, kaj so kriteriji, da prvič nekdo zunanji investira v startup, ali čas, ali denar, zadeva je dosti podobna. In marsikdo se vpraša, ali smo mi prezgodni ali ne. V resnici, prvi pogoj je, da imajo nek dokaz iz tržišča. Ne rabijo imeti še izdelka, ne rabijo imeti še nič sestavljeno, ampak da so šli nekoga vprašati, če kdo to rabi. Da so naredili neko anketo. Osnovo. Da so naredili neko anketo, neko raziskavo, da so dali spletno stran gor, pa začeli vabiti ljudi na spletno stran in meriti, koliko ljudi je prišlo gor, koliko ljudi bi se odločilo kupiti, če bi oni to imeli. To je dovolj. Marsikatero podjetje smo investirali prej, kot so imeli 1 evro vložen v izdelavo produkta, ker so imeli dobro raziskavo in smo vedeli, da stranke čakajo v vrsti. Da ni skrbi, da to ne bi šlo. Ste se kdaj tudi ušteli, zakalkulirali? Seveda, industrija oziroma ta ekonomska, finančna branža startupov sama pove, 9 od 10 ne bo zmagalo. Tako da mi vemo, da 90% naših naložb ne bo dosegalo želenih rezultatov. In to je del te igre. In to je tvegani kapital, ne? Zato je to tvegani kapital. Točno tako. In tisti 1 od 10, ki pa zmaga, mora prenesti noter za vse ostale. Zato pa morajo biti ustanovitelji res ambiciozni in zato mi si lahko privoščimo samo v ambiciozne ustanovitelje investirati, ker sicer ne morejo tehtati tega tveganja, da bo 90% jih šlo stran. In poznamo star pregovor, da kdor ne tvega, ne zmaga, ne? Točno tako. Kakšna je v Sloveniji ta startup scena? Vedno bolj živahna. Vedno bolj živahna. Silicon Gardens je začel kot prvi sklad skoraj 10 let nazaj in takrat je bilo to zelo butično, zelo eksotično. To je bila skupina 10-20 posameznikov, ki so mogoče 3-4 podjetja v Sloveniji, ki bi jim lahko rekel startupi, takrat delali. Danes se pa ta cifra giblje že v 30-40 namesto 3-4 in vsako leto jih je več. Tako kot je svetovni trend, da med epidemijo, med korono je podjetništvo naraslo in je ustvarilo več priložnosti za tiste, ki so ambiciozni, tudi pri nas se to pozna. Tako da zelo z veseljem opazujemo vedno večje podjetnikov, vedno večje startupov, vedno večja ambicija in tudi vedno večje denarja na razpolago za te podjetnike. Startupi, seveda, eno je slovenski prostor, ampak mislim, da jih večina se ozira tudi preko meja, ne? Tako. Kako ti to vidiš? Pri startupih najbolj pomembno je tole, da ti ciljaš na svetovni trg. Ne nujno danes takoj prvi dan, ampak dolgoročno, da ti ciljaš narediti podjetje, ki bo globalno uspešno. Začneš pa z kadrom, ki ga privabiš zraven. Prvo so ustanovitelji, potem so prvi zaposleni. To pa je dobro. Začne in konča se s človekom, ne? Začne in konča se s človekom. In tle smo ljudje v našem prostoru zelo, zelo, zelo sposobni. Tako da tle se da dober talent nakupiti in ta talent ne bo ambiciozen, pa ne gre v svet prodajati. Skratka, imamo priložnost, smo dobri. Točno in tako. Samo treba je malček tvegati in se spustiti. Točno tako. Se spustimo. Ja. Malo nas mogoče še vleče nazaj kultura naša, ker raje vrabec v roki, ko golob na strehi. To je tle ravno obratno pravilo. Tle je pa življenje se začne tam, kjer se cona obdobja konča. To je naš moto. Tako, in tudi razvoj se tam začne. Točno tako. In osebni in podjetniški. Rekel si, da imamo veliko dobrega, veliko znanja v našem prostoru, če govorimo o Sloveniji, recimo. Ampak vseeno, morda malo premalo poguma, ne? Bi rekli, in o coni ugodja smo govorili. Kaj je tisto, kar je vendarle neobhoden pogoj za to, da nekdo v podjetništvu uspe? Super vprašanje, hvala lepa za tole. Da
Mi tako z mojo skupino kolegov, pa sodelavcev, pa na podjetjih, kjer delamo, res se trudimo popularizirati podjetništvo, pa to startup pot. In če je eno sporočilo, ki ga skušamo vedno predati in neko vcepiti v glavo, a ne, sploh novim podjetnikom, je bodite bolj ambiciozni, bodite drzni, ne se zadovoljiti prehitro s premalo. In zakaj lahko ste ambiciozni, ker se niti ne zavedate, se ne zavedamo, Slovenci, pa ne samo Slovenci, Balkanci v splošnem, koliko smo sposobni nasproti ostalemu svetu. Imamo med najboljšimi inženirji na svetu, imamo med najboljše raziskovalce na svetu. Tako, če greš malo ven, pa pogledaš noter, zelo, zelo nas cenijo. Lahko dam en primer. Prijatelj je šel iz slovenskega podjetja na Facebook kot direktor enega od inženirskih oddelkov. Je bil razočaran nad inženirji. Je rekel, slovenska ekipa je bila neprimerljivo boljša. Tega mi se ne zavedamo. Če bi se tega dovolj zavedali, bi imeli več poguma in več ambicije iti tvegati. Ja. Ker namreč podjetništvo je miselnost. Ne? Točno tako. To je miselnost. Podjetništvo ni alfa in omega, tu ni denar, pač pa je osebni razvoj. Tako. Lahko rečeš temu osebni razvoj, lahko rečeš temu osebno zadovoljstvo. Želja po napredku, po razvoju. Ne? Tako. Naše vodilo, naša glavna metrika je ustvarjanje dodane vrednosti. Dodane vrednosti v družbi. In da te to pol izpopolnjuje, s tem tudi osebnostno rasteš. Dodana vrednost pa ni zgolj in samo denar, kot si marsikdo predstavlja, da je dodana vrednost denar. Zelo lepo si povzela. Dodana vrednost je predhodni pogoj, da pride do denarja. Denar je stranski produkt dodane vrednosti. Če ti ustvarjaš dobro na svetu, če so ljudje zadovoljni, bojo z veseljem plačali. In tako narediš posel. In tako ta posel raste. In če boš milijone ljudi osrečeval, boš tudi imel zelo velik posel, do zaposlenih in tudi njihove družine bojo srečne. Samo moraš imeti ambicijo. Ambicijo, ja. To bi ti svetoval, ne? Zdaj, denimo, da naj jo nekdo posluša, upajmo, da naj jih posluša veliko, ampak nekdo, ki koleba, ali bi šel v podjetništvo ali ne bi šel, kaj mu svetuješ ta trenutek? In vsak trenutek seveda. Vsak trenutek seveda naj pretehta, kaj je najslabše, kar se lahko zgodi, in bo ugotovila, da ni toliko hudo. Pa ne gre, ne prova. Jaz tudi rečem, če 1 na 10 podjetij uspe in če ga enega na leto probaš, v 10 letih boš ziher uspel narediti do te prave ideje, priti do te pravega podjetja in narediti mednarodno uspešno podjetje. Matematika je na tvoji strani. Se tudi vrhunski športni rezultat ne pride v eni sezoni, ne? Točno tako. In imamo primere, ko športni psihologi delajo tudi kot podjetniški psihologi, ker miselnost zadaj je zelo, zelo podobna. Treba je biti po eni strani, tako jaz razmišljam, treba je biti seveda pogumen, ampak po drugi strani tudi potrpežljiv, ne? Tako, bo rekel, ja in ne. Potrpežljiv v tistem žlahtnem pomenu besede. Tako. Ne da čakaš, da se bo vse zgodilo čez noč. Se ne bo zgodilo, moraš biti potrpežljiv, da pot do tja je težka in bo terjala kar nekaj odrekanja, ampak moraš biti pa sam do sebe segnat in biti nepotrpežljiv do rezultatov. Treba je iti naprej. In to je tvoj nasvet vsem, ki zdaj razmišljajo, bi, ne bi. Tako. Kaj rečeš? Bi. Sam pejte. Sam pejte. Zdaj ti svetuješ, ti pomagaš, ampak v začetku pa si sodeloval oziroma ti je pomagal Primorski tehnološki park, je tako? Še vedno sodelujemo. Mi smo super zadovoljni z delom, ki ga Primorski tehnološki park upravlja, in podobne ustanove po Sloveniji in po regiji. Tudi z njihovimi podjetji iz Primorskega tehnološkega parka delamo, tudi danes. In zdaj od tej oddaji grem na kosilo, pa se dobim z njimi. Tako da mi smo zelo zadovoljni, da oni to poslanstvo prenašajo na tole regijo. Na mojo odraščajočo regijo. Na tvoje domače kraje. Tako. O poprih radi govorimo. To pomeni, da se podjetniška miselnost vzpodbuja že pri najmlajših, pri osnovnošolcih. Kako ti gledaš na to? Popri so res odličen program. Tako, če bi rekel, da bi se jaz lotil, kako bi začel
poučevati, pa ozaveščati najmlajše popri in rezultat in koliko let že oni delajo. Tako res se nadejamo, da iz tega ven te generacije bojo zelo hvaležne vsem, ki so pomagali jih učiti o podjetništvu tako zgodaj. Srečno njim, tisti, ki so začeli, Vsekakor. pa tudi nekateri že zelo dobro delajo, ko so išli iz tega tekmovanja poslovnih idej za mlade popri. Tom, kam plujemo vnaprej? Povej, kako ti vidiš našo perspektivo na področju seveda razvoja podjetništva? O inteligenci umetni sem te pa že prej vprašala. Hvala. Gremo vedno na boljše. Slovenija je na svetovnem radarju podjetništva vedno večja pika in tako zelo smo optimistični. Prej sem omenil, vedno večje podjetnikov, vedno večje denarja, vedno večje te ambicije. Z novimi generacijami prihaja nova svežina, to se vidi, se občuti na vseh področjih, v podjetništvu še posebej. Naj bo tako naprej, naj se tvoje besede pozlatijo, kot pravijo, in uspešno pri tvojem delu. Hvala, da si bil naš gost, delil z nami tvoje znanje in vedenje in deli ga tudi z vsemi tistimi, ki ga potrebujejo. Tom Vodopivec je bil naš današnji gost. Ponovno hvala za vašo pozornost, ponovno pa se slišimo prihodnji torek. Srečno in nasvidenje. Hvala lepa, nasvidenje. Startup Studio. Radio Robin.